Absolutno, bom rekel, to drzno, že ker malo drzno idejo podpiramo, točno s takimi argumenti, kot je zdaj gospod Uroš predstavil. Mi prepričujemo etažne lastnike, pomen individualno skupno zavarovanje. Skratka, definitivno je ta koncept neke temeljne skupinske police za stavbo kot celoto najboljši. Potem pa vsak etažni lastnik dograjuje svojo individualno polico, tiste nevarnosti, ki pa njemu še posebej pritičajo. Ne vem, če ima kakšne več vredne predmete, boljšo opremo in tako naprej. Skratka, zakonodaja nam je šla tukaj malo nasprot, ker od leta 2021 je odločitev o zavarovanju stavbe kot celote posel rednega upravljanja, tako da navadna večina, to se pravi več kot 50% etažnih lastnikov o tem odloča, in je tukaj lažje. Včasih tega nismo poznali. Po drugi strani imam pa mogoče kjerkrat tudi težje, ker ti, ki imajo že določen, ker treba se zavedati, da kar nekaj etažnih lastnikov pa že ima individualne zavarovanja in se jih potem ravno zaradi tega ne želijo spreminjati. Ampak naša naloga, oziroma zavarovalnih posrednikov, ki nam pri tem pomagajo, je pač, da na takle lep način predstavimo etažnim lastnikom točno to. Tudi če imaš ti individualno zavarovanje, če bo prišlo do neke totalne škode, se s tem kaj dosti ne boš mogel pomagati.